Živijo, sem Borut Lesjak. Ravnokar sem naredil svojo meditacijo in počutim se zelo v redu. Zato bi rad to podelil tudi s teboj in ti na ta način sporočil, da lahko tudi ti sam s pomočjo meditacije dihanja vstopiš v novo življenje, vstopiš na svojo novo pot, ki je lahko zelo drugačna od vseh težav in negativnosti, na katere si morda navajen v svojem življenju. Pred 1 uro sem imel slab dan. Bil sem precej na dnu, zapletel sem se v ideje in izgubljal sem se v zmedenosti. Nisem vedel, kaj hočem. In to ne pomeni, da sem bil v neki čudni, sploh v nekem čudnem stanju, bolezenskem, ampak v svojem normalnem stanju pravzaprav, ko sem želel samo najti, bi rekel, strategijo, kako najlažje opraviti tisto, kar imam za opraviti poslovno in zasebno danes in v teh dneh. Se pravi, nič posebnega, ampak počutil sem se zelo slabo. Jaz mislim, da večina od nas poznamo tako stanje in da to ni čisto nič nenavadnega. Se pravi, pred 1 uro sem bil izgubljen v tem. In potem sem se odločil, sem dobil preblisk, da bom nekaj naredil v zvezi s tem. Največkrat je rešitev iz tega začaranega kroga zaprta, zdi se nam zaprta, in ker se nam zdi zaprta in ker verjamemo, da je zaprta, potem je res zaprta. Moj prvi korak je bil, da sem se usedel za računalnik in naredil tisto, kar sam najboljše počnem, se pravi, napisal nekaj. Napisal sem kratek blog zapis, ki je tudi na voljo na moji spletni strani, na mojem Facebooku. Ampak je že zastarel, zaradi tega, ker to je bilo 1 uro nazaj. Ta zapis sicer da nekaj lepih nasvetov o tem, kako si najprej vzameš en trenutek, da se sploh malo ustaviš, da si rečeš, mogoče ni tako hudo, kot se ta hip zdi, in predvsem, kar se mi zdi res pomembno, je, da začutiš, kje si v telesu, da začutiš svoje telo, da začutiš naravo okrog sebe, da greš malo ven iz ene take zelo hitre zanke, kamor smo ponavadi ujeti, in si daš eno možnost. In potem se spomniš, da je v tvojem interesu, v tvojem pristnem interesu, da se želiš počutiti v redu, da želiš biti v redu dober človek, tudi za druge, da želiš živeti v svetu, ne popolnem, idealističnem, ne vem kakšnem, ampak v normalnem svetu, kjer že skoraj živimo, ampak da se ne bi toliko jezili in kregali in pretepali in vse veste, ne. In da tja je mogoče en majhen korak, mogoče ni tako neskončno daleč. Ko se zaveš, da je to tvoj pristen interes, raziskuješ, kaj je tvoj doprinos v eno ali drugo smer. Raziskuješ, ko rečem raziskuješ, pomeni, da se skušaš tega zavedati, brez veliko razmišljanja. Začutiti, kakorkoli intuitivno dojeti. In jaz sem pred 1 uro dojel, da mi neki glasovi govorijo, da je z mano nekaj narobe, da je s svetom nekaj narobe, in jaz sem rutinsko tem glasovom verjel, nekaj narobe, nekaj moram rešiti, potem nisem čutil moči, kako, da bi to sploh lahko rešil, bil sem brez volje, brez energije, nemočen. In to je bil spet pravzaprav samo glas, ki mi je zatrjeval, da sem tak nemočen. In to je moja stara zgodba. In zavedal sem se, da lahko si začnem sam ustvarjati in ponavljati svojo novo zgodbo, ki jo lahko kakršnokoli želim.
Seveda je eno teorija, drugo praksa. Še vedno ni bilo tako enostavno kar preskočiti v pristne občutke lepote in ljubezni in hvaležnosti do vsega. To, kar zdaj čutim, recimo. Zato sem, potem, ko sem ta blog napisal, šel in opravil še meditacijo dihanja. Meditacija dihanja, nekaj, kar učim po metodi Davida Elliotta, so res nekaj posebnega. Težko je razložiti, zakaj, to je treba res izkusiti. Jaz sem jih opravil že v zadnjih 6 letih res ogromno. Skoraj vsak dan eno, skoraj, to pomeni več kot 1000. In kljub temu je vsakič malo drugačna in kljub temu, ko sem že mislil, da sem že res doživel zelo močne premike in celjenje, sem danes doživel nekaj nepredstavljivo močnega, nežno, lepo močnega, kar mi je odprlo vse življenje še enkrat. Spet počutim se znova, kot da sploh še do zdaj nisem živel zares. Zdaj sem v zavedanju in občutku, da si lahko ustvarim vsak dan in celo življenje točno tako, kot hočem, da nisem dolžan ubogati in poslušati ničesar, nobene morale, nobenih vzorcev, nobenih pravil igre. Hkrati pa to še ne pomeni, da sem kaotičen in kar nekaj, ampak da poslušam svoj višji jaz, dušo in spet sploh ni pomembno, kaj to je. Ni mi treba tega zares razumeti. To kar deluje skozi mene. In vem, da se to čuti. In vem, da če si odprt za to in pripravljen na to v svojem življenju, da lahko ta trenutek duh steče tudi skozi tebe. Ker je vse povezano, skozi čas in prostor. Te meditacije dihanja so lahko zelo močne v kakršnikoli obliki. Sam ponujam veliko različnih formatov, zato da bi ti omogočil začutiti neko varnost oziroma možnost, da je to tudi za tebe, da lahko poskusiš. V bližnji prihodnosti bom še bolj približal te stvari, upam, da še večjemu številu vas, tako da bom ponudil določene stvari brezplačno in da bo zelo lahko do njih priti. In da boste lahko poskusili, kdor pa začuti že zdaj, pa lahko že kadarkoli pride, imam tedenske seanse v Kranju in Ljubljani, izvajam zasebne seanse, predvsem bom začel tudi z e-skupinami, kar je nova beseda za skupino na daljavo po internetu ali po telefonu. Lahko se priklopiš in marsikdo misli, da ta tehnologija, to potem ni isto. Ja, to, kar sem doživel sam pred 15 minutami, je bila daleč najmočnejša izkušnja v mojem življenju, brez pretiravanja. In pravil sem posnetek meditacije Davida Elliotta, ki je bila izvedena na daljavo. Že takrat, ko sem jo prvič delal v živo, je bila izjemno močna in ta posnetek zdaj je bil pa res močen. Seveda je šlo za to, da sem sam bil pripravljen spustiti določene stvari, ki sem se jih res dolgo časa oklepal. Ampak vseeno, hočem vam povedati, da ni izgovorov in če razmišljaš, da to ni zate in iščeš in čakaš, je to mogoče del te stare zgodbe, ki jo ponavljaš. Vprašaj se, če jo res želiš, če si to res ti. Ali mogoče želiš kaj več, ali si drzneš zaupati, da obstaja več lepote v tem življenju za tebe. Življenje je res lahko lepo. To ni samo za tiste srečne izbrance, ki zadanejo na lotu, ki
ki so nekaj posebnega, ki imajo poseben talent. Jaz sem zelo prepričan in tudi verjamem, da je moje poslanstvo pomagati vsem zaupati in verjeti, da smo vsi pripravljeni na razsvetljenje, da smo vsi pripravljeni živeti polno življenje zdaj, ne tik pred smrtjo, ne čez 10 let, zdaj, kmalu, mogoče jutri, če že ne danes. In tudi verjamem, da poznam metodo, kako lažje priti do tja mogoče. In zaupam mnogim metodam, verjamem, da jih je verjetno zelo veliko. Če pa začutiš, da bi želel, da ti pomagam, se oglasi, pridi na moje seanse, poglej na moji spletni strani več o tem. Ne bom zdaj šel v dodatne podrobnosti, ker je vse na spletni strani, lahko me tudi kadarkoli dobiš, kontaktiraš. Moja spletna stran je borutlesjak.si, na Facebooku me tudi lahko najdeš, Borut Lesjak Celjenje. In poslušaj svojo intuicijo, poslušaj svojega pravega duha. Hvala za pozornost in upam, da se srečava in želim ti polno življenje. Vsi si ga zaslužimo. Čas je za to. Hvala lepa. Dio.